Zdaj pa vabim naslednjo gostjo, ki tudi dotika teme intuicije, se mi zdi, pri svojem delovanju. In sicer je z nami Špela Bašar. Špela je soustanoviteljica Zavoda 4 lune, pravna in poslovna svetovalka, ustvarjalka programov za razvoj podjetnosti. In sicer pravi, da je njeno poslanstvo v sposobnosti predstaviti zahtevne tematike na enostaven in jasen način, razumljiv vsakmur. To poslanstvo uresničuje skozi oblikovanje in izvajanje različnih izobraževalnih delavnic in dogodkov, pri čemer lahko izrazi svojo kreativnost in usmerjenost v posameznika in reševanje problemov. V zadnjem času jo privlači predvsem problematika pomanjkanja podjetnosti kot osebne kapacitete. Špeli navdih so narava, ljudje in odnosi. Pripravljena se je spoprijeti vsakim izzivom, lastnost, ki kot materi 3 deklic odlično služi vsak dan. Dobrodošla, Špela, in izvoli. Hvala. Ja, tako, zdaj smo bili na globalni ravni, pa na ravni mest, pa na ravni vasi, pa na ravni podjetij. Zdaj bom pa jaz vas peljala mogoče malo bolj na osebno raven, na raven vsakega posameznika. Za začetek, naj vam pač povem, nadaljevala bom v smeri ranljivih skupin na trgu dela. Govorila bom o eni izmed njih, ki se po mojem mnenju uvršča celo med tiste najbolj ranljive, to pa zaradi tega, ker je trg dela niti ne zaznava kot skupine, niti ne pripisuje jim neke posebne ranljivosti. Tako da govorila bom jaz danes o mamicah. Za začetek bi vas povabila, zelo me veseli, ker imate svinčnike in papirje, da si skupaj pogledamo 3 fotografije. Na teh fotografijah so mamice. Jaz pa vas prosim, da si zapišete 3 čustva, ki jih razberete iz teh fotografij. Se pravi, kaj občutijo te ženske na fotografijah. Tako da lahko pogledamo se. No, zdaj pa mene zanima, tako za izziv, koliko vas je zapisalo vsaj 2 čustvi, ki jih mi označujemo kot tako imenovana pozitivna čustva. Kaj pa, koliko vas je pa zapisalo vsaj 2 tako imenovani negativni čustvi? Samo ena roka je šla gor. Zdaj, kaj to kaže v bistvu? Tako v povprečju družba dojema mlade mamice takole na sprehodu, ko jih vidijo, kot pozitivno nastrojene, kot zadovoljne, kot srečne, kot vesele. Ja. Potem pa k temu pripomorejo seveda še mediji, kako lahko ena mamica takole z nasmehom na ustih opravlja vse tole, ne? Ja, super. Ampak pač dejansko stanje verjetno niti ni tako zelo tako, kot si pač mi zunanji opazovalci mislimo. Koliko od vas pozna vsaj 6 mamic, ki imajo otroke mlajše od 5 let? Koliko 6 mamic? Vsaj 6. Ali se ne poznate? Koliko od vas pa pozna vsaj eno mamico, ki ima postavljeno diagnozo poporodna depresija? Malo manj, ne? Ampak vseeno. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 1 od 6 žensk doživi poporodno depresijo po porodu. To je kar velika številka. To je od 1800 do 3600 žensk na leto v Sloveniji.
In če prištejemo v bistvu temu še vse tiste, ki nimajo postavljene diagnoze, pa se soočajo z neko stisko, vezano naprimer na to, da nimajo varstva za otroka, da jih je zapustil partner, so postale samohranilke. Naprimer, tudi take stvari, kot so ki se zdijo banalne za nas, ki opazujemo, naprimer spremenjen lasten izgled po porodu, po nosečnosti, vse to dela te ženske ranljivejše in še šibkejše pri nastopanju na trgu dela. In v bistvu iz tega zdaj izhaja moja zgodba. Pri nas je sodelo zelo povezano z našimi vlogami mamic. Pa da vam povem, kako se je dogajalo. Približno 7 let nazaj sem jaz iskala zaposlitev po svoji prvi porodniški. Takrat mi je med porodniško potekla pogodba o zaposlitvi. Veliko razgovorov, veliko prošenj poslanih, kar naprej neko spreminjanje življenjepisa, da bi bil čim boljši, in seveda tudi veliko v celofan zavitih vprašanj strani različnih delodajalcev. Imate hčerkico, ja kako lepo, a hodi v vrtec, a ne? Ja, ne hodi v vrtec, ker ga nisem dobila, ker nisem zaposlena. Vse to pač ti kar malo zagreni, a ne, življenje. Kljub temu sem uspela najti službo takrat v podjetju, ki se je ukvarjalo s stečaji, kar je precej morbidna tema pokopavanja podjetij in ukvarjanja se dan za dnem skrbjo za delavce, ki se v bistvu bojijo za svoj vsakdanji kruh, ne. To je težka tema za eno mlado mamico. Zato sem se po enem letu potem odločila, da bi vseeno rajši šla na svojo pot in k sreči mi je takrat nasproti prišla prijateljica, ki je že stopala po tej samostojni poti, bila je pa tudi mamica, 2 majhnima otrokoma. In takrat sva se povezali in tako se je začelo. Skozi leta potem se nas je nabralo malo več v našo delovno skupnost. Povezale smo se med sabo tako na poslovni kot tudi na zasebni ravni, si med sabo pomagale. Kaj je to v praksi pomenilo? To je pomenilo, da smo ena za drugo skrbele na način, da smo si iskale delo, ena drugi, zagotavljale smo si delo, počuvali smo si otroke takrat, kadar je ena bila delovno bolj obremenjena, pa pač ni zmogla. Nadomeščale smo se celo, kadar je pač naročnik zahteval, da je neko delo opravljeno, pa tista oseba ni mogla, ker je imela še družinske obveznosti, pa je vstopila druga. Vse to je potem preraslo, je vedno več žensk povezalo med sabo in danes pač jaz zagotovo ne bi bila tu, če ne bi imela te podpore. Zdaj tako, danes mogoče to vrstno sodelovanje med nami ni več tako zelo potrebno, ampak takrat, ko je pa je bilo pa zares potrebno. Zdaj, da majčkano orišem, kaj pomeni to zares potrebno. Jaz sem po prvi hčerki rodila še dvojčici. Oni 2 sta bili nedonošeni, bili sta rojeni prej, brez imunskega sistema praktično, kar pomeni, da sta bili kar naprej bolni. To pomeni prva, druga in potem, ko je pač vse to preraslo in je meni zmanjkalo energije, sem seveda zbolela še jaz. Jaz sem prepričana, da takrat mene noben navaden delodajalec ne bi prav dolgo gledal. K sreči pa nisem imela navadnega delodajalca, ampak sem imela malo nenavadnega. To je bila ta naša delovna skupnost, kot jo jaz imenujem. Čeprav sem bila formalno SP, sem od te naše skupnosti prejemala vso podporo, ki sem jo rabila. Tako so mi prijateljice takrat stale ob strani, tako zasebno kot poslovno, in mi s tem omogočile, da sem vsaj en delež svoje delovne obveznosti na ta način opravila in s tem zagotovila v bistvu preživetje svoje družine in sebe. Takrat so mi pač stale ob strani v tistih trenutkih, ko sem jaz
najbolj dvomila sama vase, pa v pravilnost svoje odločitve, da grem to svojo pot. Zdaj, zakaj jaz v bistvu pripovedujem to svojo zgodbo? Zato, da v bistvu vas spomnim, da sodelo ne rabi nujno fizičnega prostora, nujno pa rabi skupnost. In kako se ta skupnost ustvarja? Slišali smo različne vidike, različne modele, zdaj ta naša je mogoče malo posebna, ker se je ustvarila dejansko na neki intuitivni ravni. Nas so povezale skupne vrednote, za nas so bile to sigurno družina, zaupanje, pa svoboda. In te naše skupne vrednote so nas podprle v taki meri, da smo lahko vse, ki smo bile udeležene v tem, dostojno živele, kar je v bistvu, mislim, da cilj vsakega posameznika, ko se odpravlja na neko poslovno pot. Hkrati pa smo lahko delale na področjih, ki so prinašala pozitivno tako v naša življenja, kot tudi širše. Tako, jaz bom zdaj predčasno zaključila, verjetno, ampak vseeno, povabim zdajle še moji dve sodelavki sem k meni, zato, ker to je v bistvu dokaz, da ta naša skupnost, intuitivna delo skupnost, coworking skupnost, še vedno živi, a ne? Tako da, Anja? Da, ja? To smo mi Zavod 4 lune drugače. In še marsikaj drugega. V bistvu, mi smo trenutno zaposlene vsaka v drugi organizaciji, ne delamo v bistvu v skupnem prostoru, niti ne na istem koncu Slovenije, ampak še vedno ta intuitivna skupnost živi naprej, a ne? Špela, najlepša hvala za to izkustveno doživetje, ki smo ga imeli moč ne samo slišati, ampak tudi začutiti. Skupnost je torej še živa. Dokaz za to ste tudi vi, ki ste danes tu z nami. In dokaz za to so naši gostje. In preden gremo k zadnji naši gosti in njenemu prispevku, bi pa mogoče vas zdaj povabila, da sam podelite eno besedo, ki vam zdaj odzvanja v srcu. Heart. Vrednote. Moč. Ljubezen. No. Špela še nima. Tanja. Človeško življenje. Človeško življenje. Hvala lepa. Še mogoče dve iz vaših ust. Ljubezen. Ljubezen. I have one more word. Vulnerability. Ranljivost. Še kakšna? Povezanost. Hvala. Hvala. Naj vibrirajo te besede zdaj z nami.